Lep pozdrav vsem skupaj. Pozdravljen. Na tem drugem študijskem dnevu, ki bo obravnaval jubilejna leta svetega Frančiška. Frančiškovska konferenca se je odločila, da bomo z študijskim dnevom imeli kot nekakšno pripravo v leto, ki ga bomo obhajali pa šele prihodnje leto. Tako da letos s tem študijskim dnevom že pričenjamo ali pa vstopamo v drugo jubilejno leto, to je leto dogodka Laverne, ko Frančišek prejme Kristusove rane. Lep pozdrav vsem bratom in sestram, ki smo se zbrali na tem študijskem dnevu. Posebej pozdrav tudi vsem tistim, ki boste izpeljali ta študijski dan. To je najprej sestra Dorica, ki nas bo vedla z molitvijo, potem pater Milan, ki bo predstavil našega predavatelja, nato Igor Salmič kot naš predavatelj, in potem še dva pričevalca, sestra Klara Jarc in pa pater Andraž Arko. Tako res vsem lep pozdrav in želim eno lepo, bogato dopoldne. Kot je že Milan Matej omenil, bo osrednji del tudi posnet, tako da bo tudi kasneje še na voljo vam, a pa tistim, ki danes niso z nami. Tako in prosim kar sestro Dorico, da nas uvede z molitvijo v ta naš študijski dan. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Ti si svet, Gospod, ti edini si Bog, ki delaš čudovite stvari. Ti si močan, ti si velik, ti si najvišji. Ti si vsemogočni kralj. Ti si sveti Oče, kralj nebes in zemlje. Ti si trojstven in eden, Gospod, Bog bogov. Ti si dobro, vse dobro, najvišje dobro, Gospod Bog, živi in resnični. Ti si ljubezen, nesebična ljubezen. Ti si modrost, ti si ponižnost. Ti si potrpežljivost, ti si lepota. Ti si prizanesljivost, ti si varnost, ti si spokojnost, ti si veselje, ti si naše upanje in radost, ti si pravičnost, ti si zmernost, ti si vse naše bogastvo do zadostnosti. Ti si lepota, ti si krotkost, ti si zavetje, ti si naš varuh in branitelj, ti si moč, ti si osvežitev, ti si naše upanje, ti si naša vera, ti si naša ljubezen, ti si vsa naša sladkost, ti si naše večno življenje, veliki in čudoviti Gospod, vsemogočni Bog, usmiljeni odrešenik. Amen. Takrat, ko je sveti Frančišek na gori Laverna bil zaprt v svoji celici, si je eden od njegovih bratov želel imeti spis za svojo notranjo tolažbo. In tako je Frančišek napisal kartulo, narekoval jo je bratu Leonu, malo pred ali malo zatem, ko je Kristus s stigmami naredil iz njega svojo živo podobo. S tem, ko mu je Frančišek dal kartulo, mu je hotel dati tisti najintimnejši del sebe, ravno to, kar je bilo najbolj njegovo, svojo molitev, pričevanje o svojem izkustvu. Vse do danes nam Frančišek daje svoje pričevanje, da bi preko njega bili njegovi otroci. Kristusovo trpljenje je Frančiškova kontemplacija. Toda svetnik se ne ustavi ob kontemplaciji njegovega križanja na Kalvariji. Kristusovo trpljenje gleda predvsem v tem, da je usmrčen po človeku in nato vidi, kako svobodno sprejme trpljenje, da bi zveličil človeka. Kristus prenaša bedo, nerazumevanje, nato še človekov greh, izdajo in zapuščenost. Ne odziva se, nase vzame našo povprečnost, našo duhovno revščino in, kar je še hujše, naš greh.
Takšna je Božja ljubezen. Greh vzame nase in tako ga uniči. Kristusovo trpljenje je ravno to. Bog je postal človek, da bi ga osvobodil njegove revščine, njegove duhovne in fizične smrti, vsega njegovega greha. Zaradi tega vzame vse nase. Sveti Pavel pravi, Kristus je za nas postal greh. Postal je kakor smetišče, v katerega se odvržejo vse grdobije sveta. Jaz sem pa črv in ne človek. Kazen, ki bi morala zadeti človeka, se zgrmadi nanj. On jo svobodno sprejme, ker jo hoče. Ljubezni je bilo to potrebno. Ne bi bila ljubezen, če ne bi bil eno z ljubljenim, če ne bi vzel nase vsega tega, kar smo mi, neodvisno od Boga. Smo ustvarjena bitja, odvisna od njega, grešniki pa smo samo po naši volji. Resnično naš je samo greh in tega on vzame nase. Zato, da bi postal človek, prosi devico brez greha. Toda smrt, trpljenje, sovraštvo sveta, sram in hude žalitve, največjo podlost in ponižanje z bičanjem, trnjevim kronanjem, plunke, žaljenje in križanje, vse to dobi od nas. Drugega niti ni mogel prevzeti in vse to prevzame v najvišjem dejanju ljubezni. To je Jezusovo trpljenje. On nas ljubi, zaradi tega se pred očetovim obličjem naredi odgovornega za naše grehe. Vzame jih nase, seveda, če le privolimo. To je edina stvar, za katero nas prosi Gospod, ker samo tega nima. Vse, kar mu lahko damo, neodvisno od naših grehov, smo dobili od njega in darilo bi lahko bil samo vrnjen dolg. To, česar nas prosi s svojo dejavno ljubeznijo, je naš greh. To hoče, to je vzel nase. Glejte ga v trpljenju, glejte ga križanega. To je Frančiškova kontemplacija. Prosi nas za naše grehe, kot jih je že bil vzel nase prej, ko je postal nam enak. Toda sedaj hoče, da privolimo v to dejanje ljubezni, zaradi katerega se je pred obličjem Boga naredil odgovornega za vse naše grehe. In bil je brat, ubogi brat Frančišek iz Asizija. In ljubil je Boga in ljubil je Kristusa tako, da je dobil na svojih rokah, da je dobil na svojih dobrotljivih rokah, da je dobil na svojih objemajočih rokah, da je dobil na svojih sklenjenih rokah, da je dobil na svojih izmučenih nogah, da je dobil na svojih nogah rane Jezusove. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Dobro, torej lepo pozdravljene iz Ptuja, tudi z moje strani. Meni je bila zaupana naloga, da vam na kratko predstavim današnjega predavatelja, našega patra Igorja Salmiča. Veste, da je doma, izhaja iz Ljubljane, sicer po rodu Dolenjske, Dolenc, ampak torej v letih 1979 je prišel na svet v Ljubljane. Tam je tudi potem obiskoval osnovno šolo in pa srednjo turistično šolo. Spoznal se je z minorite in tako torej tudi potem prišel med nas, postolat, noviciat in potem v Ljubljani nadaljeval na teološki fakulteti študij, ker je leta 2004 dokončal, diplomiral na teološki fakulteti. Potem je odšel v Rim, kjer je začel z študijom cerkvene zgodovine
na Papeški univerzi Gregoriana. In leta 2013 je potem tudi doktoriral in sicer je vzel kot nalogo za doktorat odnosi med Svetim sedežem in Kraljevino Jugoslavijo med letom 1922 do 1938. To svojo doktorsko nalogo je tako dobro opravil, da je prejel potem tudi to prestižno univerzitetno nagrado Bellarmino, ki jo podeljujejo torej najboljšim študentom. No, do leta 2018 je ostal v Rimu, bil je kar nekaj let vzgojitelj v našem mednarodnem kolegiju Serafikomu in pa zraven tudi predavatelj na različnih fakultetah s posameznimi torej predmeti, ki jih je tam predaval. Leta 2018 je potem na našo željo se vrnil v Slovenijo in istega leta bil potem tudi izvoljen za provinciala slovenske minoritske province. Nažalost, niti prvega mandata ni dokončal, ker ga je leta 2021 po 3 letih že generalni minister potem poklical ponovno nazaj v Rim, ker je prevzel službo generalnega asistenta za Srednjo Evropo. In tako torej sedaj opravlja to službo, obenem pa tudi se ves čas ukvarja, bi lahko rekli, znanstvenim delom in pa tudi priložnostno, torej še ima tudi različna predavanja po dogovoru na različnih fakultetah. Obenem pa seveda ves čas tudi objavlja različne članke strokovne, piše, torej lahko rekli tudi knjige, tako da je v tem času, predvsem če gledamo z našega vidika frančiškovskega, torej pisal o Frančiškovem vodilu, potem predvsem tudi veliko nas minoritih v Sloveniji, slovenske minorite, torej od 22. leta do 72. Potem pa lansko leto smo obhajali 50 let samostojne slovenske minoritske province, tako da je za ta zbornik kar precej tudi napisal člankov, predvsem pa lahko rečemo, da je glavni delež, da je ta zbornik izšel, tudi prispeval sam osebno. Razni članki torej nastajajo, ki jih objavlja v različnih priložnostih, sodeluje pa tudi na različnih simpozijih, ne samo se pravi tega frančiškovskega vidika, ampak tudi se pravi drugje. Pri nas v Sloveniji, kakor tudi v tujini, tako na kratko se ga bolj ali manj poznamo, ampak toliko teh osnovnih podatkov o našem patru Igorju. Verjetno, Primož, a boš mu ti dal sedaj besedo ali kar si jo vzame sam? Za to predstavitev se opravičujem, mene malo ven meče. Včasih. Igor, se slišimo? Igor, se slišimo? Lep pozdrav. Lep pozdrav. Evo, ti dajmo besedo, da nas popelješ na Laverno. Ker izvoli. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem skupaj. Upam, da me dobro slišite. Sem nekje na severu Nemčije, kjer je internet ne dela tako dobro, ampak upam, da bo dovolj jasno. Zahvaljujem se organizatorjem za to vabilo, ki je bil zame tudi neke vrste izziv, da se poglobim v temo, ki je sam tako zelo od blizu nisem poznal, tako da je bila to učna ura predvsem za mene. Tako da v tem času, ki mi je na voljo, bom z vami podelil nekaj misli. Se pravi, smo pred to veliko obletnico, 800-letnice Frančiškove poti na Laverno.
in predvsem vtisnjenja Kristusovih ran na njegovem telesu. In ta obletnica je torej velika priložnost za to, da tudi mi, da se poglobimo v to veliko skrivnost, o kateri pa tudi govorijo mnogi življenjepisci svetega Frančiška. Ta predstavitev bo razdeljena na 3 dele. V prvem delu bo predstavljen zgodovinski kontekst, v katerega potem sodi ta dogodek na Laverni. Drugi del bo predstavljena malo analiza samega dogodka na Laverni, predvsem na podlagi različnih življenjepisov v svetem Frančišku iz 13. stoletja, ko je resnično išlo ogromno življenjepisov o svetem Frančišku. Tretji del pa je neke vrste poskus duhovne ali pa teološke razlage vtisnjene ran, kaj to lahko pomeni tudi za naše življenje. Torej, prvi del, ta zgodovinski kontekst. Moramo vedeti, da so zadnja leta Frančiškovega življenja neke vrste velika preizkušnja za njega. Lahko govorimo od leta 1219 pa vse do njegove smrti, do 1226, o nekem težkem obdobju. Gre za pot prečiščevanja samega sebe. Frančišek se spopade z nerazumevanjem njegovih bratov, ki jih je bilo vedno več. Spopade se tudi z fizično boleznijo in pride do nekega prepada, lahko rečemo. Lokalni predstojniki so Frančiška spoštovali, imeli so ga radi, hkrati pa so imeli tudi različne poglede na to, kako naj bi izgledalo to bratstvo, ki je postalo malo zatem tudi velik svetovni red. Pravi, Frančišek doživlja osebno krizo. In že med to osebno krizo Frančišek potuje na vzhod leta 1219. Poznamo seveda srečanje z sultanom Al-Malik Al-Kamilom v Damjeti pri Kairu. Frančišek obišče sveto deželo in ravno v tem času, ko je Frančišek na vzhodu, pride v samem redu do velikih sprememb, namreč 2 vikarja, ki sta bila postavljena za organizacijo reda, sta začela uvajati spremembe. Hotela sta bolj organizirati samostansko življenje, bolj v meniškem stilu. In ko je Frančišek zvedel, kaj se dogaja, ko mu je bilo sporočeno, je hitro se vrnil v Italijo leta 1220 poleti in prva odločitev, ki jo je naredil, je, da se je odpovedal vodstvu reda. To je bilo za marsikoga veliko presenečenje. Frančišek pravno podeli red v roke enemu od svojih prvih tovarišev, to je Peter Catani, ki bo potem vodil red samo 6 mesecev, ker ga bo potem prehitela smrt. V tem trenutku torej Frančišek se odpove vodstvu reda, čeprav po drugi strani še vedno ostaja karizmatični voditelj reda. V tem obdobju lahko govorimo o dvojni hierarhiji. Na eni strani institucija, kateri se je Frančišek odpovedal, po drugi strani pa ta intuicija, karizma, katero Frančišek ohranja vse do svoje smrti. V tem obdobju, v zadnjem obdobju, imamo 2 pomembni prelomnici, ki ponazarjata 2 vodili. Nepotrjeno vodilo leto 1221 in potem še potrjeno vodilo 2 leti kasneje, 1223. Ampak tudi tukaj zasledimo kar nekaj napetosti med brati. Frančišek je na samem kapitlu leta 1221 nastopil proti bratom in je svojo neke vrste norost razglasil kot normo, ki bi naj jo upoštevali vsi bratje. Potem kasneje poznamo dogodek, ko bratje gredo k Frančišku, da bi prosili, da to vodilo, ki ga je on sestavljal, ne bi bilo preveč težko, preveč strogo. In Frančišek naj bi tudi ob tem dogodku zelo zavpil, kdo so tile, ki so iz mojih rok iztrgali moj red in red bratov. Če bom šel na generalni kapitel, jim bom že pokazal svojo voljo.
Torej vidimo Frančiška, ki je v veliki stiski, predvsem kar se tiče odnosa do svojih bratov. In ravno v tem času nastane tista pripoved o popolnem veselju, ki ni toliko opis vrline ponižnosti, ampak gre pravzaprav za Frančiškovo avtobiografijo. Njegovi najbližji bratje ga ne sprejmejo v hišo, pustijo ga pred vrati. In v tej stiski mora Frančišek najti ponovno pot do drugih bratov. Zadnja leta Frančiškovega življenja lahko primerjamo z njegovimi prvimi leti spreobrnenja. Na začetku je srečal gobavca, prekinil je odnos s starši, to so bili pomembni mejniki, in sedaj proti koncu življenja se na podoben način zgodi, da je sedaj tisti gobavec postal on sam, njegovo telo, ki je zelo bolno, izmučeno, hkrati pa so ti prelomljeni odnosi z brati. Se pravi, Frančišek je ponovno na izpitu svoje zrelosti. Ponovno mora v sebi razmisliti o tem poklicu, ki mu ga je Gospod naklonil na začetku. Ve, da mora napraviti en pomemben korak naprej, kajti v tem obdobju se govori tudi o veliki skušnjavi, tako jo avtorji imenujejo, ko je Frančišek v tej skušnjavi, da bi se vedno bolj oddaljeval od bratov in iskal samo še samoto. In v tem smislu se ravno ta dogodek Laverne umešča v ta trenutek najhujše preizkušnje Frančiškovega življenja. Ne samo fizična bolezen, ampak tudi nerazumevanje z brati. In ko bo Frančišek potem naredil ta korak in se spravil tako z Bogom kot z brati, bo potem lahko naprej deloval na ta spravljen način, kot bomo potem videli tudi v kasnejših zapisih, predvsem pa v oporoki. Torej ta zgodovinska umestitev se je zdela potrebna, da zdaj preidemo na ta drugi del, ko je govora o samem dogodku vtisnjenja ran na Frančiškovem telesu. Ta del bo malo bolj tehničen, kajti bo šlo malo za primerjavo različnih virov, ki govorijo o tem samem dogodku. In velik poznavalec in strokovnjak za srednji vek, Italijan Giovanni Miccoli, je kot pristne vire, tiste, ki najbolj pristno opisujejo dogodek na Laverni, naštel tri avtorje. Prvo je generalni vikar Elija, ki ob smrti pošlje pismo vsem bratom, kjer jih obvesti o Frančiškovi smrti. Drugi avtor je prvi življenjepisec Tomaž iz Čelana oziroma Tomaž Čelanski. In tretji je ta osebni zapis, ki ga je že omenila tudi sestra Dorica, pravi osebni zapis Leona na tej kartuli, kjer je sicer uradni rokopis Frančiška, ampak kjer je potem Leon dodal svoj zapis in v tem zapisu, kot bomo videli, je opisal ta dogodek na Laverni. Tako da bomo zdaj na kratko pogledali, kako ti trije avtorji predstavijo dogodek vtisnjenja ran na Laverni. Pravi, prvi med njimi je Elija, ki je bil v času Frančiškove generalni vikar reda. Namreč, čeprav je Frančišek predal vodstvo reda že leta 1220, pa se nobeden izmed teh voditeljev ne imenuje generalni minister vse do Frančiškove smrti. Neke vrste priznanje Frančišku, da je kljub temu postal on ta karizmatični voditelj. In Elija je napisal okrožnico v pismo, kjer je obvestil brate o Frančiškovi smrti. To pismo ponavadi beremo tudi med liturgijo, ko obhajamo tranzitus 3. oktobra. No in v tem pismu Elija pravi tudi naslednje. Malo pred smrtjo se je Frančišku prikazal križani. Na svojem telesu je bil zaznamovan s 5 ranami,
kot resničnimi Kristusovimi pečati. Njegove roke in noge so bile prebodene, kot da bi mu jih z obeh strani prebili z žeblji in imeli so brazgotine črne barve žebljev. Njegova stran se je zdela prebodena s kopjem in pogosto je spuščal kaplje krvi. Kar je zanimivo pri Eliju je to, da Elija sploh ne omenja kraja, kjer naj bi se to zgodilo. Se pravi, ne omenja, da se je to zgodilo na Laverni, pa tudi točnega časa ne omeni. Pravi samo malo pred smrtjo. Posebnost Elija je pa tudi, da pravi, da se je Frančišku prikazal križani, medtem ko bodo drugi avtorji v kasnejših obdobjih, govorimo seveda v 13. stoletju, predvsem govorili o serafu, ki se je prikazal Frančišku. No, kljub temu pa izvemo od Elija za to zgodovinsko odkritje vtisnjenja ran, ki mu ni para v zgodovini. Od prejšnjih sploh ne govori, šele potem, kar se zgodi Frančišku, naj bi potem isto doletelo v narekovajih tudi druge svetnike. Drugi avtor, ki omenja vtisnjene ran Frančišku, recimo govorimo o pristnih pričevalcih, je prvi življenjepisec Tomaž Čelanski v svojem prvem delu življenja svetega Frančiška, in to delo, hvala Bogu, imamo tudi v slovenskem prevodu, mislim, da od leta 2014, če se ne motim. In to delo je Tomaž Čelanski napisal zelo hitro po smrti svetega Frančiška, po naročilu papeža Gregorja IX. Pravi, smo 2-3 leta po Frančiškovi smrti, 1228 oziroma 29. In tukaj se Tomaž Čelanski kar bogato razpiše v več poglavjih o teh odlomkih, predstavi dogodek vtisnjenja ran, predvsem v 94. in 95. poglavju. Pravi, da se je vse to zgodilo na Laverni, torej to izvemo potem od Tomaža Čelanskega, in pravi, da je Frančišek 2 leti pred smrtjo, tudi to izvemo, izročil, preden je 2 leti pred smrtjo izročil dušo nebesom, je v božjem videnju videl nekega moža kakor serafa, vidimo že razliko od Elija, ki je imel 6 kril. In na njegovih rokah in nogah od Frančiška so se začele pojavljati znamenja žebljev. Njegove roke in noge so bile videti v sami sredini pribite žebljem, tako da so se glave žebljev prikazale na notranji strani dlani in na zgornji strani stopal, njihov zašiljen del pa na drugi strani. Kar je zanimivo je to, da Tomaž Čelanski na zelo različen način opisuje, kako naj bi izgledale te rane. Elija opisuje, da so bile neke vrste, kakor da rane, luknje v rokah svetega Frančiška in na nogah, pa Tomaž Čelanski govori o tem, da je na rokah in nogah, da so bili upodobljene neke vrste žebli sami, ne samo luknje, ampak žebli sami v obliki mesa. Se pravi, naj bi bile te ne toliko luknje, ampak da je iz dlani prav rasel žebelj na zgornjo in spodnjo stran, isto na nogah. Se pravi, si predstavljamo, da Frančišek zaradi tega tudi ni mogel več prav hoditi. Se pravi, Tomaž Čelanski dopolni pripovedovanje Elija, bolj točno umesti dogajanje, tako krajevno, kakor tudi časovno, hkrati pa tudi poveže te 2 stvari, se pravi videnje serafa in pa vtisnjenje ran. Pravi, na podlagi videnja in kontemplacije tega serafa, potem Frančišek prejme te Kristusove rane. In tretji pripovedovalec o teh dogodkih pa je brat Leon, ki naj bi bil tudi sam prisoten na Laverni, ko se je to zgodilo. In na tem dokumentu, ki se imenuje Kartula, kot je bilo že omenjeno, imamo 2
dve Frančiškovi besedili. Danes smo molili hvalnice Bogu najvišjemu, na zadnji strani pa je blagoslov bratu Leonu. In potem je Leon, zdaj zgodovinarji tudi ugotavljajo, kdaj naj bi se to zgodilo, nihče ne ve natančno, kdaj naj bi Leon potem dodal svoj pripis na to kartulo. Nekaj zgodovinarjev pravi, da bi se to lahko zgodilo v 50 letih, se pravi skoraj 30 let po tem dogodku, je Leon dodal točen zapis. Njegove besede so: Blaženi Frančišek je 2 leti pred smrtjo v kraju Laverna od praznika Marijinega vnebovzetja do praznika svetega Mihaela v septembru pripravil post v čast blaženi Božji materi in blaženemu nadangelu Mihaelu. To izvemo šele od brata Leona, da je šlo za 40-dnevni post in točno tudi časovno umestitev od praznika vnebovzetja pa vse do praznika nadangela Mihaela. Potem pa opis vtisnjenja ran. Gospodova roka se je spustila nad njega. Po videnju in besedah Serafina ter vtisnjenju Kristusovih ran na njegovo telo je te hvalnice napisal na drugi strani pergamenta in jih lastnoročno napisal ter se zahvalil Bogu za storjeno mu korist. Ta blagoslov je blaženi Frančišek lastnoročno napisal meni, bratu Leonu. Na enak način je naredil to znamenje tal svojo lastno roko. Ali tukaj vidimo torej točno zapis Leona, ki se ne ustavlja ob tem, kako so izgledale te rane, ampak je predvsem se ustavil ob tem, da je bilo videnje, da so bile vtisnjene rane in predvsem neka novost, da se ta Serafin ni samo pojavil Frančišku, ampak je njemu tudi spregovoril. Ne pove pa nam Leon, kaj je ta Seraf spregovoril Frančišku na gori. Nekateri zgodovinarji se sprašujejo, zakaj je ta zapis nastal tako pozno, glede na to, da je Tomaž Čelanski že 30 let pred tem opisoval ta dogodek vtisnjenja ran. Vidimo torej, da to zanimanje za vtisnjenje ran je na samem začetku, ko o tem piše Elija, ko o tem piše Tomaž Čelanski. Potem se drugi avtorji vse za naslednjih 30-40 let s tem ne ukvarjajo tako pogosto. Bolj jih zanima predvsem ta kontemplativna drža Frančiška in ta združenje z Bogom. Šele potem, ko Leon zapiše na to kartulo, se potem zopet pojavijo pripovedovanja o vtisnjenju ran, predvsem bo potem zelo zanimivo pričevanje svetega Bonaventura, ki leta 1263 potem zapiše tisti uradni življenjepis, ki bo edini obveljal za mnoga stoletja. Vprašanje je tudi, kdo je bil pričal vsem tem dogajanju. Tudi tukaj je o tem napisano veliko. Nekateri bi pomislili na samega Leona, ki je zapisal ta zapis na kartuli, ampak po nekaterih sekundarnih virih, predvsem Tomaža Ecclestona, ki je opisoval zgodovino bratov v Angliji, zvemo, da je v bistvu tisti prvi očividec, še ne toliko samega vtisnjenja ran, pa vsekakor, kaj je ta Seraf povedal Frančišku. Ta brat je brat Rufin. Rufin naj bi bil torej tisti očividec, ki naj bi tudi izvedel, kaj je Seraf povedal Frančišku v času vtisnjenja ran. In to so te 4 skrivnosti. Prva je, da bo Frančiškov red trajal do konca sveta. Drugi, da noben brat s slabimi nameni v njem ne bo dolgo vztrajal. Tretja, nihče, kdor sovraži red, bo dolgo živel. In četrta, noben redovnik, ki ljubi svoj red, ne bo izkusil bridkega konca. Tako v zadnjih 30 letih se je veliko pisalo o vtisnjenju ran pri svetem Frančišku na Laverni. In nekaj vrste neposreden vzrok je bila tudi knjiga Chiare Frugoni,
ki je v svoji knjigi Frančišek in odkritje stigem oziroma izmišljotina stigem je vzburila veliko pozornosti. Namreč sama avtorica, ki je sicer priznana poznavalka srednjega veka, je v tej njeni knjigi trdila, da ni šlo za prave stigme, za prave Kristusove rane na Frančiškovem telesu, ampak da so avtorji pisali bolj v metaforičnem smislu. Kasneje se je vsul plaz ogromnih kritik in zaradi tega imamo tudi danes veliko bibliografije na to temo in bržkone vsi avtorji zavračajo to teorijo in pravijo, da je šlo za nekaj resničnega, kar se je zgodilo na Frančiškovem telesu. Toliko o tem samem dogodku in še tretji del, ta duhovni in pa teološki del, razlaga vtisnjena ran pri svetem Frančišku. Kaj je Gospod želel sporočiti svetemu Frančišku s tem čudežem? Kot smo že dejali, je bil Frančišek v globoki osebni krizi in v tej krizi odnosa z brati je iskal odgovor pri Bogu. Ali je bilo vse zaman? Kje sem zgrešil svoj cilj? Kaj je smisel vsega? Vsekakor se te rane navezujejo na izkušnjo križa. To nam pove že Tomaž Čilanski, ko v uvodu, preden se dotakne dogodka na Laverni, govori o trikratnem odpiranju evangelija, kjer Frančišek vedno najde mesto, ki govori o Gospodovem trpljenju. Lahko rečemo, da stigme tvorijo vrhunec življenja po evangeliju in hoje za Kristusom. Frančiškova želja, in to vidimo tudi na začetku vodila, je, da želi živeti po evangeliju, po stopinjah našega Gospoda Jezusa Kristusa. To je bila njegova pot vse od začetka njegovega spreobrnenja. In vtisnjenje ran lahko na paradoksalen način imenujemo, da gre tukaj za vrhunec življenja po evangeliju in hoje za Kristusom. Namreč na ta način se Frančišek najbolj približa Kristusovemu načinu življenja in delovanja. Namreč pristno življenje po evangeliju zavrača kot merilo uspeh, oblast, uveljavitev samega sebe in lastne volje. In ravno že omenjeno besedilo popolnega veselja to izrazi na najlepši možni način. In tudi izbira uboštva najde svoj dokončen obraz v trpljenju in v smrti, kjer se Frančišek popolnoma odpove samemu sebi, na materialni, kakor tudi na duhovni ravni. Vidimo torej, da gre za paradoks, da Bog odgovori Frančišku preko neznosne bolečine, preko trpljenja. Ampak tu ne gre za nekaj negativnega, ampak gre za osvoboditev. S Kristusovimi ranami lahko rečemo, da se Frančišek predvsem osvobodi samega sebe. Osvobodi se tudi svojega pogleda na svet, osvobodi se tudi svojih idej na to, kako naj bi red moral izgledati in kako naj bi bratje morali izgledati. In to je tisti najtežji korak, ki ga Frančišek naredi na gori Laverna. V tem obdobju velike preizkušnje in skušnjave Frančišek trpi, ker vidi, da ne gre tako, kakor si je on zamislil. In Bog mu preko ran odgovori, da se Frančišek popolnoma preda v Kristusove roke. Pravi, v tej neznosni bolečini Frančišek razume, da je edina pot osvoboditve smrt samemu sebi. Razume, da mora vsak človeški odnos, če želi biti pristen, iti preko smrti, da lahko ponovno vstane. Kajti zlato se prečisti v ognju, nikjer drugje.
izvemo, kako izvemo, da smo gradili hišo na skali, samo ko prihromijo vetrovi, povodenj, valovi, takrat bomo izvedeli, če ta hiša obstane. Frančišek dobi potrditev strani Boga, preko ran, dobi potrditev, da je sedaj resnično se začela zadnja etapa njegovega življenja, ker Frančišek v smrti samemu sebi postane bližnji brat svojim bratom, od katerih ne zahteva več, da bodo boljši. Razume končno, da red ne pripada njemu, ampak da red pripada Gospodu. Navzven se ni zgodilo ničesar posebnega. Bratje verjetno niso postali boljši, spremenil pa se je Frančiškov pogled na svet. In to človek doživi predvsem v kontemplaciji, v združenju z Bogom, kjer se hrani z Božjim pogledom na stvari, na osebe, in tako Frančišek, poglobljen v osebni odnos z Bogom v molitvi, spremeni na bolj usmiljen način svoj pogled na brate. In že sveti Pavel govori na več mestih o tej skrivnosti, o vtisnjenju ran, ko pravi: bil sem križan s Kristusom in ne živim več jaz, ampak v meni živi Kristus. Vtisnjenje ran torej pomeni, da v meni od sedaj naprej v polnosti živi Jezus Kristus. In Kristusove rane so, moramo reči, tudi nam domače. Bolj, kakor se nam zdi na prvi pogled. Namreč vsi mi, ki smo krščeni, smo te Kristusove rane prejeli pri krstu. Kajti od krsta naprej smo vcepljeni v Kristusa in se začnemo po njem preoblikovati in oblikovati. In gre za to postopno preoblikovanje človeka k Kristusu. Od duhovnega, psihičnega in tudi telesnega. In kdor je globoko združen s Kristusom, se to vidi tudi navzven, na obrazu, na telesu in v tisti skrajni točki tudi preko vtisnjenja ran. In končno tudi mi živimo v polnosti življenja in doživljamo ustajenje ravno takrat, ko dogodke in osebe prepustimo Gospodu in se odpovemo lastni volji in pogledom, kakšni naj bi drugi morali biti. Hvala lepa. Pater Igor, za to čudovit prikaz v teh 3 točkah in kako da si nam približal ta dogodek, ne samo kot neko zgodovinsko dejstvo, ampak tudi že z duhovno vsebino.